Sobivati v svetu in z njim, koronski katehetski preobrat. Kako da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku, so se spraševali tujci v Izraelu. In pogled na katehetsko prostorje sodobnega sveta spominja na nasičenost in zmedo različnih jezikov, ki v svoji razpršenosti ne najdejo pravega naslovnika in se izgubljajo v prazno. Kot bi duha, ki daje, da slišimo vsak v svojem materinem jeziku, pustili nekje daleč, sami pa pogosto vztrajno oznanjali, a le malo oznanili. Na to ujetost sodobne kateheze nov pravilnik za katehezo odgovarja s spodbudo k dialogu. Krščanska skupnost je poklicana, pravi pravilnik, da v duhu vere gleda na družbo, v kateri živi, da odkrije temelj kultur, ki so v svojem najglobjem jedru vedno odprte in željne Boga. Brez dialoga se zdi, kot bi le bivali drug ob drugem, a bili daleč od sobivanja, ki v pozornosti do posameznikove osebne zgodbe more preobražati nabor posameznikov v dialoško rodovitnost občestva. Čas, v katerem živimo, pa ob dialoškosti zahteva, da je kateheza misionarsko naravnana. Nujno gre za uresničevanje misionarskega pričevanja. Element takšne kateheze je usmiljenje. Božje usmiljenje se je razodelo v življenju in poslanstvu Jezusa Kristusa. Zato je živeto usmiljenje že avtentična kateheza, v katero so usmerjeni katehiziranci. In prav iz usmiljenja raste ta težnja po razumevanju in spodbuda k dialogu, k odprtosti do vseh. Tako pravilnik v sodobni kulturi katehizirance išče v najrazličnejših socialno-kulturnih kontekstih, ne gre več le za privilegiran način za otroke, temveč za ljudi vseh starosti, stanov, poklicev ter vseh področij življenja. Pravilnik pokaže, kako pomembno je, da se kateheza prepleta v svet in s svetom, tako da daje novo rodovitnost in odrešenost človekovim iskanjem in spraševanjem. Kje se v tej dinamiki kaže vloga posameznih udeležencev procesa? Je v njej prostor za deklerikalizacijo? Kako se ta kaže znotraj pravilnika? Ustavimo se najprej pri nosilcih kateheze, posebej ob poimenovanju nosilcev kateheze v Cerkvi na Slovenskem. Kateheti so duhovniki. Vsi drugi laični in redovni katehetski sodelavci pa katehistinje in katehisti, slovenski katehetski načrt. Kaj ta navidezno nepomembna razlika v poimenovanju lahko odseva znotraj gradnje katehetskega občestva v posamezni župniji? Najprej razliko med kleriki in laiki. Razkorak, ki se pojavlja v vlogi nosilca kateheze. Da bi duhovnika poimenovali katehist, bi v našem prostoru pomenilo skoraj degradacijo njegovega posvečenja. Prav tako pa se zdi popolnoma nesprejemljivo, da bi katehistinjo imenovali katehetinja. Podobno govori izkušnja Češke cerkve, ki smo ji prisluhnili na srečanju ekipe evropskih katehetov konec prejšnjega meseca. Ob izidu novega pravilnika za katehezo in nedavnega motu propria se namreč na Češkem ukvarjajo s popolnoma istim problemom. Predavateljica Ljudmila Maleva je izpostavila, da prihaja do razkoraka med katehisti in laiki, ki imajo močno kompetenco na področju didaktike in metodologije, in kateheti, duhovniki, ki so močni v katehetski vsebini. Podobno velja za situacijo v Cerkvi na Slovenskem. Da ne gre le za jezikovno zagato ali navajenost na stare in uveljavljene terminološke vzorce,
se pokaže ob izdaji novih katehetskih gradiv. Na eni strani imamo laiške katehistinje in katehiste, ki precej odprto sprejemajo gradiva, pri katerih je večji poudarek na gradnji občestva, metodoloških pristopih, iščejo nove poti, kako oznanilo pripeti na življenje katehiziranca, so pripravljeni se učiti novih dinamik, medtem ko je pri duhovnikih večkrat, zagotovo ne pri vseh, v ospredju vprašanje. Kje so vprašanja in odgovori, da je jasno, kaj se morajo otroci naučiti? In tako pride tudi do tega, da se v gradivu pri ponatisu dodajajo katekizemska vprašanja in odgovori, ki omogočajo frontalno posredovanje verskih resnic. Kaj hitro se pri tej različni naravnanosti lahko pride do vztrajanja na različnih poljih, med katerima ni dialoga in iskanja skupnih poti, ni razločevanja, katera pot bi bila za konkretno župnijsko občestvo najprimernejša. Gotovo se tudi navzven močno začuti, kdaj je katehetska ekipa povezana in s pogledom uprtim v isto smer, kdaj pa vsak dela po svoje. Iz tega se sledi, da je težko začutiti, kje je duša katehizirancev, če rečemo v jeziku apostolske spodbude Amoris Laetitia. Prav slednje je bistveno za vzpostavitev dialoške odprtosti do sveta katehizirancev vseh starostnih obdobij, od najmlajših do odraslih in družin. Pravilnik za katehezo poudarja, da je katehet v prvi vrsti pričevalec vere in ohranjevalec spomina na Boga, učitelj in mistagog ter spremljevalec in vzgojitelj. Dialoška odprtost na vseh ravneh kateheze daje možnost medsebojnega učenja in tako postaja katehet enak učenec kot katehiziranec. Oba tako, vsak na svoj način, živita poklic učenčevstva. In učenčevstvo vedno pomeni tudi, da ne bivamo vsak v sebi, ampak sobivamo na poti kot sinove in hčere istega očeta skupaj in z njim. Sposobnost notranje svobode in zastonjskosti, predanosti in doslednosti pomeni tu. Komunikativne sposobnosti za pripovedovanje vere. Zrelost v vzgojni miselnosti. Vedrost v vzgojnih odnosih. Sposobnost priprave predloga itinerarija vere. Dokument ob tem jasno spregovori o različni odgovornosti za katehezo. O odgovornosti škofa, duhovnika, diakona, redovnika, laika. Vsak katehet je slišal Božji klic in mu sledil. Zato je njegova naloga biti priča žive tradicije v hoji za Kristusom. Vsak katehet je Božja priča, mistagog, ki uvaja v skrivnost razodetja, je spremljevalec in vzgojitelj. Pred kateheta pravilnik postavlja ideal, ki ni nič manj kot jasen klic k svetosti. V nadaljevanju bomo pogledali vlogo župnika in laika znotraj opisanega procesa. Pravilnik izpostavi, da je župnik znotraj župnije prvi katehet, ki ima nalogo, da se strokovno in velikodušno posveča katehezi vernikov, da skrbi za povezavo med katehezo, liturgijo in dobrodelnostjo, da v občestvu prebuja čut odgovornosti za katehezo in razločevanje posebne poklicanosti, da katehezo vključuje v pastoralni načrt župnije ter izvrševanje zaupa katehistom, z njimi sodeluje, načrtuje, ovrednoti. Zagotovi povezavo med katehezo, župnijskim občestvom in škofijskim pastoralnim načrtom. Skrbi za oblikovanje katehistov, daje jim soodgovornost za pristno oblikovanje, spremlja na poti zorenja v veri. Toliko o klerikih, sedaj pa gremo k laikom.
Ko se ustavljamo ob laikih v pravilniku za katehezo, smo v Cerkvi na Slovenskem veseli, da že pred 4 leti izdan slovenski katehetski načrt, temelječ na pastoralnem načrtu Pridite in poglejte, zajema vse bistvene poteze, ki jih prinaša tudi nov pravilnik. Vse življenjskost, procesnost in pa posamezne stopnje celostnega razvoja posameznika od rojstva do smrti. Če se ustavljamo ob laikih znotraj katehetskega procesa, lahko zdaj pogledamo nekaj temeljnih poudarkov, ki jih prinaša nov pravilnik. Najprej zelo poudari, da je proces evangelizacije predvsem duhovna dejavnost, iz katere se rojeva zahteva, da so kateheti prvi evangelizatorji z duhom, pri čemer se priznava temeljna vloga krščancev. In po svojem dostojanstvu so Božjih otrok, so verniki dejavni nosilci katehetske ponudbe, ne pa trpni prejemniki ali samo naslovljenci neke usluge. Zato so poklicani, da postanejo verodostojni učenci, misionarji. In pravilnik jasno poudari, da biti katehet je vedno pred delati kot katehet. Verni laiki, ki so v pravilniku izpostavljeni kot tistim, ki živijo enako življenje kot vsi drugi ljudje, hkrati pa z duhom evangelija prežamejo svoje življenje, dobivajo znotraj katehetskega procesa v novih načrtih in programih predvsem temeljno in pomembno vlogo, da bi na krščanski način prevajali življenjske dogodke, govorili o Kristusu in krščanskih vrednotah, hkrati pa znali tudi razumsko utemeljiti svoje izbire. Velikega pomena je torej to, da je kateheza pričevanska, da gre za pričevanje življenja in da laiki ne pričujejo po službi, ne zato, ker je to njihova službena naloga, ampak predvsem zato, ker so sami slišali in ker vedo, da je Kristus odrešenik sveta. V členjenju Kristusa so deležijo pri njegovi učiteljski, pastirski in kraljevi službi in iz tega postajajo dejavni subjekti kateheze. Danes smo večkrat slišali pomembne poudarke, predvsem v okviru družine. Pravilnik pa izpostavlja še zanimivo, posebej izpostavi vlogo botrov, vlogo dedkov in babic, vlogo žena in pa potem ponovno še enkrat vlogo starše. Gre za temeljno preseganje miselnosti, delegiranosti, po kateri je vera kot nekakšen privilegij specialistov verske vzgoje. Ta miselnost je včasih žal prisotna tudi v naših občestvih, v naših župnijah, ko se zdi, da je težko organizirati katehezo, ki bi bila posebej primerna za družine in bi izhajala iz družin. Večkrat slišimo stavek, pa tega pa mi res ne znamo, ne vemo kako, ne vemo se lotiti. Ta zagata se pojavlja tako pri nosilcih kateheze, pa tudi potem pri samih, se pravi, naslovnikih z vidika družin, vse od krsta naprej, starši, ki so vključeni, se pravi, versko vzgojo otrok kot prvi kateheti. In druga stvar, poleg te misionarske vloge, ki jo ima posameznik, tretja, je vloga občestva, in sicer občestva, ki je vir, kraj in pa cilj kateheze. Pomen skupine katehetov v župniji je tudi soodgovornost, da skupaj kot občestvo hodimo v veri. Tukaj posebej pravilnik izpostavlja poslušanje človekovih potreb, videti, kje je človekova duša, kje so ljudje, kam pripeti oznanilo, pastoralno razločevanje, konkretna priprava, izvedba in preverjanje poti vere. Biti skupaj, ne posredovati, ampak živeti skupaj. Gre za proces spremljanja. Cerkev kot občestvo je tu, da evangelizira. In s tem, da evangelizira sama sebe, to je pogoj, da cerkev lahko ostaja sveža, goreča in pa močna. Evangelizacija je tisti proces cerkve, ki omogoča, če se vrnemo k začetnemu citatu z apostolskih del, da bi vsi slišali veselo oznanilo v maternem jeziku. In tu se morda ustavimo še pri narativni identiteti vere. Na novo je v pravilniku poudarjena
pripoved. Pripoved ne samo kot nek jezikovni pripomoček, ampak pripomoček za posameznikovo samorazumevanje, za razumevanje lastnega življenja in za to, da nimamo več naslovnikov in pa posredovalcev, ampak gre za dvosmerni proces. V teku stoletja je bila cerkev tista družinska skupnost, ki je na razne načine pripovedovala, nadaljevala pripovedovanje zgodovine odrešenja in vanjo vključevala poslušalce. Narativna govorica, pripoved je tista sposobnost, da spravi vso zvočje, vse jezike vere, zbrane ob osrednjem jedru oznanjenja, ki je pa pashalna skrivnost. In tukaj se podpira izkušenjski dinamizem vere, ki vključi vse posameznikove razsežnosti. Celostnost, gre za čustveno, spoznavno in pa hotensko razsežnost. In v zaključku se morda ustavimo še pri podnaslovu. Podnaslov najinega prispevka je bil Koronski katehetski preobrat. Preveč prevzetno ali preveč visoko leteče bi bilo, če bi rekli, do preobrata je že prišlo in je narejen in se res vidi. Lahko pa rečemo, da tisto, kar smo dolgo sanjali, o čemer smo govorili, se je s pomočjo korone zgodilo na spontan način. To, kar pravilnik in slovenski katehetski načrt predvidevata v svojih ciljih in v svojem namenu, se je s pomočjo korone zgodilo čez noč. V katehezi je prišlo do tega, da smo od institucionalne kateheze začeli prehajati k katehezi v družinah. Zdaj se ne bomo ustavljali pri tem, kaj pravilnik pravi, govori o katehezi z družino, katehezi v družini in katehezi družine, se pravi loči celo 3 pojme. Hkrati pa smo prišli do tega, da je posameznik spodbujen, da bi dejavno prevzemal svojo odgovornost za življenje vere. Tukaj omenimo samo začetke in pa prve korake v družinskih molitvenih bogoslužij, pripravi kateheze za otroke, vključevanju spletna molitvena občestva, spletne programe za rasti v veri. In kot en prispevek katehetskega urada, poleg družinskih molitvenih bogoslužij, smo tudi odgovorili na potrebo družin, da smo pripravili spletna izobraževanja za družine, kako v družinah živeti vero, tisti osnovni prvi koraki. In tukaj vsekakor je to začetek in začetek, ki kaže na to, kako potrebno bo v prihodnjih časih vztrajati pri tem, da je pomembno občestvo, misionarstvo, procesnost in pa predvsem obilo poguma in zaupanja, da duh veje. Hvala.